Zdaj, ko si omenil to škatlo, jaz Ja. sem enkrat gledala en tvoj live, ko si ful dobro narisal ti to škatlo. Ja, A ne, zato ker mi, veliko se govori od manifestacije. dobro. In zdaj gremo pač mi v druge sfere in manifestacija ni to, kar je bilo nam predstavljeno, da je. In ti si narisal to škatlo. Ja. In si točno razložil, da mi dejansko na nek način ne moramo dostopati čez to škatlo, kjer se ful hitro stvari dogajajo. Zakaj? Čisto enostavno, ker ta škatla je produkt. Ne? Če pogledamo tako, vsak posameznik je to, kar je, in produkt vzgoje, šole, izobraževanja, izkušenj in tako naprej. Se pravi, vsak od nas je produkt delovanja okolja na nas same skozi čas in prostor. In zato, da bi se ego počutil sigurnega, nam je okolje skozi šolo, izobraževanje in tako naprej dalo škatlo. Škatla pa ni nekaj materialnega, je tako. Se pravi, gre za omejitve uma. Večina ljudi, naprimer, če imamo z nekom fakultetno izobraženim, doktorjem znanosti, naprimer, ne, opravka, on se čvrsto drži tistega, v kar on verjame, kar je dokazljivo, česar se znanost drži itd. Zastaviš mu samo eno vprašanje in ga spraviš v strah. Tako da mu pobegne iz škatle, ampak on se čvrsto vrne nazaj in stoji pri svojem stališču. Zakaj? V bistvu mu ti lahko z enim samim vprašanjem spodneseš kamen laži, na katerem bazira njegov njegov intelekt. Primer, naprimer, še v Beli krajini, ko si še ti bila pri meni, ne, je prišel en tak, ne, od Lukšiča brat, ne, doktor fizike in tako naprej. Prišel je aroganten in prepotenten, šel je pa normalen človek od mene. Ne? Sem jaz poskrbel za to. Jaz sem njemu samo postavil vprašanje. Daj ti meni povej, jaz zdaj prižgem ogenj, pa dam drvo gor na ogenj. Prosim te, konkretno mi ti kot doktor fizike odgovori, kaj gori. In je nekaj začel, sem rekel, gledaj, to mene sploh ne zanima, te vaše teorije, formule, ta prepričanja. Konkretno mi povej, kaj gori, tu zdaj ogenj, gori, kaj gori. Je zaardel, je rekel, pojma nimam, veš, da ne vem, nikoli se tega nisem spraševal. Sem rekel, budalo eno, direktno sem mu tako rekel, sem rekel, budalo eno, pa gori z leti akumulirana sončeva energija v lesu. To gori. Nas so pa vse učili, da je to oksidacijski proces, je tak. Pa sploh ni. Razumete? Ali pa, naprimer, vi lahko vprašate kogarkoli, zakaj je trava zelena? Čisto enostavno otroško vprašanje. In zdaj človek, ki se je izobraževal, šolal, je strokovnjak na svojem področju 20 let in več, recimo, ne, mu ti zastaviš vprašanje, zakaj je trava zelena? Pa to vsak otrok, recimo, ki ga to zanima, postavi. A ima znanost odgovor, zakaj je trava zelena? Imamo kakega znanstvenika tukaj? Ja. Ne, tisto je druga stvar. Tisto je druga stvar. Vprašanje je, zakaj je trava zelena? Ne, o tem bom zdaj povedal. Zakaj je trava zelena? A ima kdo odgovore? Samo stvarnik vse višji ve, zakaj je trava zelena. Pa nihče drug ne ve, zakaj je trava zelena. Se pravi, če bi jaz ustvaril travo, bi jo ustvaril z določenim namenom, zdaj smo pa pri kreaciji, ne? In bi določil zaradi določenih razlogov lastnosti, ki naj bi jih ta trava imela, ne? Ki jo kravice pasejo, ovčke in tako naprej, ne? Temu služi trava kot hrana, je tako,
ker vsaka stvar mora imeti svoj namen, svojo funkcijo, če ne bez veze, da obstaja. Bi pač določil zeleno barvo, ne? Kot nekaj, kar je najbolj primerno, recimo, in da služi svojemu namenu. Ne? Potem bi jaz vedel, glej, Tiva, jaz sem to travo ustvaril zeleno zaradi tega, tega, tega in tega. Ker pa nihče od nas ni trave ustvaril, nimamo odgovora. Nobena fakulteta nam ne da tega odgovora, nobena knjiga nam ne da tega odgovora. Tisto, kar si pa ti rekla, je pa tako. Mi ne gledamo z očmi. Se pravi, vse, kar je v našem vidnem polju, so elektromagnetni valovi, frekvence. Tako da tudi barva je energija določene frekvence, ne? To je jasno. Ne? In naše oči služijo nič drugo kot optični pripomoček, ki te frekvence zadaj, se pravi zadaj, ko je priklop na oko živcev, se tam pretvori to v električni signal, ki potuje v naše možgane, ki na osnovi sprejetih informacij ustvarijo sliko tistega, kar je naše oko zaznalo. Mi gledamo z malimi možgani, ne z očmi. Kaj še bilo vprašanje?